Dober večer, Ivilijana Belis. V podcastu Belis Voice te lepo pozdravljamo ta večer in imamo zate kot predsednico društva izredno pomembno vprašanje, za katerega bo treba podati jasne, nedvoumne, čiste odgovore. Lep pozdrav, dober večer. Dober večer. Ali si pripravljena, da te vprašam eno vprašanje, kot na sodišču, ko te zaslišijo za kakšno stvar? Tukaj sem odprta za resnico. Ti si predsednica društva za srečno življenje Belis, izvoljena na občnem zboru 13. avgusta 2022, potrjena s strani vseh članov društva Belis, uradno nastavljena. Kako se počutiš? Ja, najprej bi povedala, da sem to funkcijo sprejela samo zato, da bomo lahko navzven delovali enotno in zastopali cilje in smernice Društva za srečno življenje Belis, vendar v okviru društva, v skupnosti društva smo si pa vsi enakovredni in vsak glas šteje, vsak posameznik je del celote. Upam in verujem, da bom ta glas celote in skupnosti lahko širila navzven kot predsednica društva. Tako da se ne počutim v okviru društva predsednica, ampak kot enakovredna članica, kot del celote. Sem pa pripravljena zastopati glas vseh članov društva navzven, v javnosti, v širši družbi. Ne samo v okviru društva Belis. Imam seveda zanimivo vprašanje. Če vzameva primer telo, človeško telo. Človeško telo je sestavljeno iz določenih delov, ki vsakemu delu pripada določena funkcija. Tako je roka roka, noga noga, uho uho, oko oko, glava glava, možgani možgani. In dejansko prihaja iz volje, ki jo človek izraža, iz volje, s katero živi, čuti, tudi njegovo delovanje. Večkrat se to skozi življenje zgodi, da določene stvari delamo avtomatizirano, da so stvari same po sebi normalne, pa vendar smo se jih mogli skozi življenje naučiti. Kako bi se ti zdelo, če bi imela dve glavi, dve volji in eno telo? Kateri glavi bi dala prednost? Jaz osebno vem nekaj, da ko je človek odprt za Božjo resnico, za Svetega Duha, je Sveti Duh tisti, ki človeka na en način opolnomoči, ga dela celovitega, ga dela zdravega, srečnega, suverenega. Človek je kot drevo, ki rabi korenine, in korenine rabijo svetlobo, sonce, rabijo ljubezen, da lahko raste v svoji polnini in lepoti. In če človek nima korenin, da se ne zaveda, da je del te celote in istočasno ni odprt za življenje, za svetlobo, za sonce, za toploto, ljubezen, potem to drevo slej ko prej uvene. Ali lahko drevo, recimo temu jablana ali hruška, izberi si katerokoli drevo. Jablana. Jablana, super. Ali lahko jablana rojeva hruške? Da sama sebe tako pogolfa, da si reče, jaz sem jablana, a vendar rojevam hruške. Mislim, to absolutno ne pride v poštev, ker naše društvo je tudi društvo, ki upošteva samo naravne zakone. Naravni zakon je, da je jablana jablana. Mi imamo vsi stvarnika. Vsi. Vse, kar je na tej zemlji ustvarjeno, je Božja kreacija. Prej sem vprašal, kako bi se odločila, če bi imela na levi strani glavo z jablano, na desni pa s hruško? Jaz osebno te možnosti sploh ne vidim za sebe, zaradi tega, ker je to za mene nemogoče, ker Bog ni sam v sebi dualen.
ljudje mogoče razlikujemo, sodimo, se delujemo, da smo dobri 5 minut, slabi 5 minut. Bog sam po sebi je enoten in ni v sebi razdeljen in vse, kar je Bog ustvaril, je popolno, kar pa človek spreminja, dodaja, jemlje. To so pa že tiste bolezni, deviacije, ki so pa v škodo vsem nam. Sprašujem namreč vso zadevo zaradi tega, ker se je v praksi pojavil en problem. Pojavilo se je eno društvo in 2 glavi in rad bi ti predvajal dokaz. Moment. Te zadeve pa sem gledal, pa sem prišel tudi do vas, no, čisto tako bom povedal. Ja, Pa me zanima zdaj, kako je kaj glede včlanjevanja torej v to društvo. katero društvo? Belis, ne? Ja, Recimo, no. Med ostalim Ja. to me zanima, seveda. ja, kaj konkretnega vas pa zanima? Ja, kako bi se včlanil v to društvo, ne? Kako imate to narejeno? Aha, glejte, Kot je, zdaj vam bom jaz čisto iskreno pa pošteno povedala. ja, Jaz vam odsvetujem vpis v društvo Belis. ja, čakaj, kako zdaj. Kaj nisem Ja, to? glejte, glejte, Ja. jaz vam to zaenkrat odsvetujem, ker jaz sem predsednica tega društva Belis. Ja. Prosim za mnenje. Prvič me zanima, kdaj je bilo, kateri datum je bilo to posneto? To je bilo posneto 1 mesec nazaj. To se pravi, ko je bil predsednik društva, uradno izvoljen predsednik še gospod Miran Tako je. Pirc. Okay. Ja, tako je. Kot sem prepoznala iz tega voica, glas prve, pravzaprav ne prve, ampak predsednice, katera je bila nekaj mesecev predsednica, to je gospa Žlogarjeva. Kot vem, je ona uradno odstopila. Imamo zato tudi pismene dokaze in tudi posnetek njenega govora, ko se zahvaljuje in da odstopa zaradi osebnih razlogov, ker je želela iti v osebno podjetje, z svojim znanjem je želela pač služiti za izobraževanje ljudi in jih tudi pač računati. Tako da jaz to ne vem, Moje vprašanje je ne sledeče. vem, kako je to sploh možno. Ali ti kot predsednica Eveljana Belis bi lahko, ko bi te poklical nekdo, rekla, jaz sem predsednica, vendar vam odsvetujem vpis v društvo Belis. Samo to me zanima. Jaz mislim, da je tukaj strani gospe Mateje Žlogar prišlo do situacije, katero bo mogla sama pojasniti, zakaj to govori. Namreč v društvu obstajajo zakoni, ki so pač pisani v statutu in hkrati je tudi zakon o društvih, kjer natančno pove član, ne predsednik, to je to hujš, ker je predsednik, ampak člani društva, ki delajo za svoj motiv oziroma v imenu društva za neko drugo pravno osebo, se jih mora nemudoma izključiti oziroma sankcionirati. Kaj predlagate, gospa predsednica? Jaz mislim, da je tukaj potrebno to gospo poklicati na odgovornost za izrečene besede. Se pravi, predvajati to in kako to zagovarjati. Mislim, da je potrebno to dati na svetlo, ker Bog je tisti, ki vse, kar se na skrivaj dogaja za kulisijem, slej ko prej da na svetlo. Nekaj je očitno prišlo do nerazumevanja, ker nekdo, ki se želi včlaniti, je dobil na Facebooku še vedno številko Napačne podatke, ki jih napačne podatke Ja. in napačno številko, in na to številko se je očitno oglasila gospa Mateja, ki še vedno igra na to karto. Facebook še vedno ni ukilna in se še vedno izdaja z lažno identiteto, ker ona že
dolgo časa ni predsednica, Ja, mislim, da javna že kar predsednica. slabo leto že. Ja, ni in to je veliko kaznivo dejanje. To se pravi, jaz bi se vam za tem trenutku, spoštovana predsednica Društva za srečno življenje Belis, iskreno zahvalil za vaše mnenje. Ostale stvari, ki pa jih pa pustimo poslušalcem v razmišljanje, pa je, tik pred volitvami predsednikov smo v Republiki Sloveniji. Dogaja se, da predsedniki začnejo svoje delo z entuzijazmom, ne samo Mateja Žlogar, ki je od začetka delala z entuzijazmom, ali drugi predsedniki raznih uprav in držav in tako naprej. Vendar se vedno izkaže na koncu, da komur daš oblast, komur daš denar in moč, se pokaže tudi njegov karakter. Ja, če dovoliš, tukaj jaz ne bi rekla vedno, pa posod, izjeme so posod, izjeme potrjujejo pravilo, vendar v večini primerov je res tako, ker je to človeški faktor. Treba razumeti, da smo še vedno v fizičnih telesih, imamo misejne želje, misejne spoznanja in smo še vedno na poti do popolnosti. Jaz razumem to situacijo iz enega širšega zornega kota in mislim, da je to oseba, ki se ne zaveda v tem trenutku, kaj dela, kaj govori, ker če bi se zavedala, ona tega ne bi niti izrekla, niti ne razkrivna, ker verjetno si ni predstavljala možnosti, da bo njen govor posnet. Ali lahko v tem primeru rečem, da je izjema poudarja nepravilnost pravila? A ne? Namreč izjema ne more poudarjati nepravilnost pravila, niti pravilnost pravila, ampak je sama po sebi izjema in kot taka se mora sankcionirati, priznati ali pa... Mislim, da je prav, da se to da na svetlo. Tako. Zaradi tega, ker to verjetno ni edini primer, ker s tem se v bistvu dela velika škoda originalnemu društvu. Se strinjam. To je tako kot nekdo, ki original lepo sliko nariše, potem je pa ogromno kopij, vendar kopije niso original. Mateja ni ustanovila društva Belis, bila je povabljena v društvo Belis in glede na to, da je sama odstopila, ne vidim razloga, zakaj se javnosti še vedno naslavlja, kot da je predsednica društva in dela škodo društvu Belis. Mislim, da je to resnično potrebno dati na svetlo, razčistiti, preprečiti, ker najhujši sovražniki so tisti, ki so na skrivnem. In društvo samo kot društvo Belis pa že deluje ves čas javno, imamo vse javno, so javni vsi dogodki, tudi vse, kar rečemo, je v javnosti dovoljeno, da se predvaja. In to je tista velika vrednost društva Belis, da se ne dela na skrivnem in da spoštuje in se zavzema za naravne zakone. In tudi mi osebno... Ve se, kdor skriva, da nima čistih namenov. Ne samo to, društvo samo kot tako nikoli ne bo izključevalo ljudi iz društva, ker se ljudje sami izključijo s svojimi dejanji, oziroma lahko rastejo v okviru društva do svoje popolnosti, v kolikor so iskreni in si želijo resnico spoznati in jo tudi živeti. S to mislijo bi se torej zahvalil nocojšnji gosti, predsednici Društva za srečno življenje Evelijani Belis, in ji zaželel vse dobro na njeni poti. To je bil Belis Voice podcast. Hvala lepa za vašo pozornost.